Lepo zdrav vsem skupaj, Mihael Žmahar iz Duhovnega telja Potovanje duše sem z vami in nebeško skop imam za vas, nebeško skop za mesec februar letos bo fantastičen. Dajmo se kar odločiti danes, da bo fantastičen in v ta namen, da bo ta mesec res za vsakega izmed nas najboljši, da ga bomo res lahko izkoristili, sebe razvili v njem, kolikor lahko, so se javili kristali, da bodo predali sporočila. Kot veste, so kristali, tukaj imam kar dosti, vam jih bom potem pri vsakem nebesnem znamenju pokazal. Kristali so izjemno močni prevodniki in če znamo mi brati kristalno energijo in zapise, ki so v njih in informacije, ki jih kristali prinašajo oziroma kanalizirajo, lahko izvemo vse. Lahko izvemo vse o sebi, o vesolju, vse, kar je interesantno za nas oziroma vse, kar nas zanima, ne? Tako da jaz sem danes tule pripravil 12 kristalov, ki so se javili za 12 nebesnih znamen, tako da vsak izmed vas bo danes dobil eno konkretno navodilo s strani kristalov, kaj je tisto, kar v tem mesecu vi okrepite, oziroma kaj je tisto, kar vam bojo kristali pomagali krepiti in je pomembno za vas, ne? Vsi tisti, ki vas kličejo kristali, pa ne, sam na hitro omenim, to soboto 5. februarja začenjam za šolo za kristaloterapevte in ja, zadnji vlak za prijave prihaja, tako da če želite biti z mano na tem kristalnem popotovanju, se res hitro zagotovite mesto, zaradi tega, ker vam moram še kristale, ki jih dobite za darilo na dom poslati, ne? Ok, zdaj pa gremo. Jaz sem si vse zapisal, za vsakega izmed vas, oziroma za vsako znamenje sem si zapisal, zato da ne bom kaj pozabil, ker je res veliko informacij prišlo, pa veliko znamenje, ne? 12 znamen. Ajde, kar začnemo. Prvo znamenje je oven. Danes bomo začeli z ovnom. In ovni, vas je poklical fluorit. To je tale čudovit kamen. Evo, takole izgleda. Preliva se v zeleno, vijolično, prozorno. Tako res je fantastičen kamen. In za vas je pomembno, da v tem mesecu krepite svojo duhovno moč. Ovni imate ful močno energijo, ful močen karakter. Imate tisto močno energijo, s katero lahko premikate stvari. In če dodate na to še duhovno moč, to se pravi globoke vpoglede v duhovno energijo in začnete meditirati in se udeležite kakšnih duhovnih tečajev in preberete kakšno duhovno knjigo in začnete mantrati in začnete gojiti duhovne prakse načrtno v življenju, vam lahko ta moč eskalira in postanete lahko manifestacijsko neustavljivi. Tudi fluorit je zelo fajni kristal, ki si ga lahko nabavite in si ga date v bistvu v hišo, dovolj je, da ga imate nekaj blizu in vam bo radiiral to energijo, podporno energijo, ki jo fluorit zelo močno ima, ne? To je bilo sporočilo za ovne. Drugi ste biki. Biki, evo, vi pa tako, kar na harš, vi imate pa v bistvu navaden kamen. Kamen, ki ga imamo povsod, dolomiti, apnenci, lapor, to se pravi kamen, ki ga je daleč, kamnine, ki jih je daleč največ na planetu Zemlja. In večina ljudi spregleda njihovo moč, spregleda njihov namen. Te kamnine, ki so zelo pogoste na planetu Zemlja, so v bistvu tudi kristali, ne? Ampak ker jih povsod vidimo, ljudje ne vejo, da so to kristali. Za vas je pa pomembno, da v tem mesecu krepite sposobnost odvezav. Biki imate zelo močno energijo, s katero se lahko tudi močno navežete na neko stvar. In če se vi močno navežete na neko stvar, se začnete potem včasih prestrašiti, da boste to stvar izgubili. In se potem ustvarjate navezave na ljudi, na priložnosti, na materialne stvari, ne? In postajate na nek način energijsko odvisni od njih. Tisto, kar vam sporoča Lady Gaia preko kamnin, kot so dolomit, apnenec, lapor in tako dalje, je, da ne rabite biti navezani na nič. Ker če niste navezani na nič, vam je vse na voljo. Na tem planetu imate vse na voljo in na tem planetu imate dostop do vseh energij obilja. Planet Zemlja je planet obilja in če razumete, da ne rabite biti navezani na nič, potem lahko vzamete vse. Glih kontra aspekt je. Teda krepite moč odvezav. Postanite sami sebi dovolj in svet vam bo ležal na dlani in vam bo na voljo. Tako ful močno sporočilo za vas, biki. Tretji ste dvojčki. Dvojčki, vi imate pa kristal kamena strela v krogli. Tale je fantastična, gledajte, kakšna je brušena kamena strela v krogli. In je zelo pomembno, da krepite ta mesec globinski vpogled.
To se pravi moč globinskega vpogleda, da se naučite globje pogledati v situacije okoli sebe. Zaradi tega, ker na tem planetu so najbolj pomembne stvari tiste, ki so nevidne. Vsa bistva so očem nevidna in ljudje jih mnogokrat spregledajo. In ker ljudje spregledajo bistvo nečesa, ali ne, potem posledično ne predelajo lekcije, ali ne iztržijo toliko, kot bi lahko iz situacije, kot pa če bi imelo vse informacije, in mnogokrat se ljudje napačno odločijo. Tako da vzamite si dovolj energije in fokusa, da globinsko pogledate v situacijo, da globinsko pogledate v stvar, da pogledate v globje nivoje, še druge perspektive, in takrat boste dobili portfelj informacij, ki bo dovolj velik, da boste lahko vedno sprejeli pravo odločitev. Prave odločitve v tem obdobju zelo čakajo na vas. Vsi dvojčki imate zelo močno podporno obdobje za prave odločitve na vseh področjih, na biznisu, na partnerstvu, materialne stvari, službe, kariere, vse. Ampak samo rabite globinski vpogled narediti. In kamena strela v obliki krogle vam bo to pomagalo narediti. To se pravi, zdaj, če nimate krogle, lahko imate samo običajno kameno strelo, mejte jo tam, kjer spite, dajte si jo tam ob glavo v spalnici, zaradi tega, ker ko boste šli vi spat, se bo na njo podzavestno vaše astralno telo priklopilo in vas bo začela kamena strela polniti. In potem se boste z višjim zavedanjem zbudili že tudi v naslednji dan in boste imeli v dnevnih odločitvah močnejši globinski pogled. Ok, dvojčki, tretji oziroma četrti ste raki. Raki, vi imate pa kralja vseh kristalov in to je diamant. Zdaj, tale diamant je majhen, upam, da ga boste videli, ena majhna pikica noter je. Ja, to je diamant. Pri vas je pa pomembno, da delate na krepitvi karakterja. Raki, imate ful čudovito srce in čudovito osebnost. In če zdaj vi okrepite karakter, da postanete karakterno neprebojni, da postanete karakterno močni, potem lahko vi, raki, dosežete v odnosih, v karierah, karkoli želite. Zdaj pa glavni vir karakterja so pa vrednote. Kaj so tiste ključne vrednote, v katere vi verjamete, ker okoli teh energij se potem oblikuje naš karakter. Tako da ta mesec delite predvsem na vrednotah, zelo jasno ugotovite, kakšne so, zelo veliko razmišljate o njih in pogledajte, kje v življenju živite v skladu s svojimi vrednotami. In tam, kjer živite v skladu s svojimi vrednotami, okrepite delovanje, in tam, kjer ne živite v skladu s svojimi vrednotami, spremenite delovanje, tako da boste živeli. In tukaj uporabite diamant. Zdaj, diamant, mislim, dobra stvar pri kristalih je, da jih ne rabite imeti fizično v svoji energiji. Noben od teh kristalov, ki bom danes naštel, ne rabite imeti fizično v svoji energiji, zato da bi deloval za vas. Lahko delate eterično z njimi. Dovolj, da si prikličete diamant in ga energijsko pokličete v svoje življenje in si predstavljate, kako vdihujete njegovo energijo in vaš karakter postaje diamanten karakter, trden karakter, močen karakter, z močnimi vrednotami. In si predstavljate to vizualizacijo vsak večer 2 do 3 minute in boste začeli spomin diamanta vcepljati vase in v svoj karakter in potem boste ful suvereni v svojih odločitvah, v svojih besedah, v svojih dejanjih. Tako da to je za vas, raki, pomembno. Zdaj lahko greste pa tudi zlatarjo, pa si ga kupite, pa imate fizični diamant doma. Ok, potem naslednji ste levi, ali pa smo levi, jaz sem tudi lev po horoskopu, Mi imamo pa sivi ahat. Tule imamo en čudovit sivi ahat, iz katerega je slon sklesan, Evo, takle slonček je. Mi rabimo pa krepiti prizemljitev. To je pa energija februarja za nas. To se pravi, vse te visoko leteče ideje, vse te zamisli, vsi ti projekti, vsi projekti, ki mi sanjarimo o njih, je zdaj čas, da jih pretopimo v 3D svet. To se pravi, v 3D zemeljski fizični svet, da postanejo tukaj resnične. To se pravi, da energija izmisli se pretopi in materializira v fizično zemeljsko energijo. Ker ideje, na primer, nič ne pomagajo, če jih mi samo razmišljamo, ideje moramo realizirati. In ko enkrat ideja realizirana, šele takrat služi svetu, šele takrat pomaga drugim ljudem, da imajo boljše življenje, šele takrat doprinese dejansko tudi nekaj vam oziroma vašemu življenju. In sivi ahat je fantastičen kristal za to, ker je prizemljitveni kristal.
in lahko zelo močno preko njega prizemljite energijo v svoje življenje. Dovolj je zopet, da pomislite na njega in da vedno, ko boste štartali neko projekt oziroma neko stvar, da ga prosite, ali vam lahko, oziroma da vam naj pomaga hitreje prizemljiti stvar, da bo postala resnična, z zemeljskimi pravili, da bo delovala na zemlji. Ne? In pa še najverjetneje ni naključje, da je tale sivi ahat v obliki slona, ki je zelo prizemljitvena žival, ki zelo čuti podlago in je največja kopenska žival na planetu Zemlja. Ne? Ok, to je levi. Potem pa imamo naprej device. Device, za vas je pa večni sirijanski selenit. Evo, to je fantastičen kamen, tako lunino prozoren zgleda. Pri vas je pomembno, da v tem mesecu krepite sposobnost samozdravljenja in zdravljenja drugih. Imate izjemno notranjo zdravilno energijo. Device ste ful srčni, ste narejeni za zdravljenje na tem planetu. In če uporabite v svojem življenju selenit. Selenit je v bistvu kristal, ki zelo močno kanalizira zdravilne civilizacije. Ena izmed njih je Sirius. Lahko preko selenita v svoje življenje pritegnete ogromne količine zdravilne energije, ki jo potem preko besed, preko misli, preko delovanj vnesete ali v svoje telo, ali pa v telesa oziroma ume drugih ljudi. Tako da ste prikriti zdravilci, ali pa tisti, ki ste se že spomnili, da ste zdravilci, odkriti zdravilci. Ne? Tako da selenit je fantastičen kamen, ki vam bo zelo okrepil ta mesec sposobnost zdravljenja zase in za druge. Tako da vsi tisti, ki ste pa zdaj mogoče se z devicami poistovetili, ali pa device, ki ste rekli, točno to jaz že dolgo časa čutim, da me zanima zdravljenje s kristali, pa si poglejte, 9. februarja imam zdravljenje nadaljavo, kristaloterapija nadaljavo. Nikoli še nismo tega imeli v našem ateljeju in to je fantastičen meditativno-kristalni dogodek zvečer, kjer bomo skupaj aktivirali vaše kristale in sprožili ful močna kristalna zdravljenja. In dobite darila od mene. Tako da 9. februar kristaloterapija nadaljavo, definitivno si pogledajte na naši spletni strani. Mesta so pa omejena, ker ne moramo neomejeno številno portalo odpreti, tako da si čim prej zagotovite svoje mesto. To se pravi, device, vi ste zdravilci in to je tisto, kar krepite v mesecu februarju. Potem imamo naprej. Tehtnica. Tehtnica, vi imate pa piritovo kroglo. Evo, tale piritova krogla zgleda mogočna že v roki. Upam, da sem lahko ujel, koliko je tole lepa stvar. Ja, ok. Tehtnice, vi rabite krepiti manifestacijo. Vi imate ful močne misli v glavi, zelo lahko pretehtate možnosti za in proti, zelo lahko vidite širšo sliko in imate možnost, da v februarju naredite zelo močno in hitro manifestacijo. In uporabite pirit pri tem. Pirit je eden izmed najmočnejših manifestacijskih kristalov, ki vam bo pomagal, da v svoje življenje zasidrate energijo manifestacije. Energija, kozmična energija manifestacije se potem obesi na vaše delovanje, na vaše premike, na vašo premikajočo se energijo na zemlji in lahko zelo pospeši vso stvar. Lahko veliko hitreje, veliko prej dosežete tisto, kar ste si zadali, da boste dosegli. In pirit je tudi kamen visokih civilizacij, vam bo pomagal komunicirati z naprednimi civilizacijami, kot so Atlantis, Arcturus, Avalon in tako naprej, odkoder lahko dobivate zelo močne napotke, kako razvijati svoje projekte. Ne? Tako da tehtnice, mesec februar, če boste uporabljali kristalne energije, je lahko vaš na veliko večji način, kot ste si predstavljali, da je lahko. Ok, potem imamo naprej škorpijoni. Škorpijoni, vi imate največji kristal, ki ga imam danes tukaj in to je v bistvu kremenova geoda. Zgleda takole, pa se pa naredi magic. Tada! Geode, kristalne oziroma kremenove so izjemne in v bistvu ponazarjajo yin-yang energijo. In za vaš škorpijon je zelo pomembno, da krepite razumevanje. To je zelo pomembno, vi imate ful močen karakter, imate zelo močno osebnost in velikokrat zelo močno verjamete v svoj prav. Ampak je za vas trenutno zelo pomembno, da razumete, da nimate samo vi prav, ampak da imamo vsi ljudje na tem planetu prav. Vsak ima svoj prav, ne? Saj ste že slišali ta stavek, da vsak ima svoj prav. Vi se rabite v tem mesecu zelo potruditi, da boste razumeli resnice drugih ljudi in tudi, če jih ne boste razumeli, da jih sprejmete.
In če vi sprejmete resnico drugih ljudi, boste dobili novega zaveznika v življenje, novega prijatelja, novega partnerja. In se vam bo v mesecu februarju zelo razširil tim ljudi, na katere lahko računate. Tim ljudi, ki vam bo vedno lahko priskočil na pomoč. Tim ljudi, ki bodo postali vaši zavezniki v tem, kar počnete. In to je v bistvu vse izhaja iz vašega razumevanja. Potrudite se razumeti vse ljudi okoli sebe, kakšni so njihovi motivi, zakaj delajo to, kar delajo, zakaj so v takšni situaciji, kot so, in se boste razvili v nekakšnega duhovnega psihologa. Neka tako duhovno razumevanje se vam bo zelo okrepili in lahko v tem mesecu si zelo okrepite socialne odnose, lahko zelo okrepite poslovne odnose in je zelo fantastičen mesec lahko za vas. Potem imamo naprej strelci. Strelci, vi imate pa malo drugačen kristal, v bistvu imate kovino in to je srebro. Tukaj imam za vas en srebrnik, meni je srebro drugače čisto hudo. Srebro je drugače eden izmed najmočnejših elementalov, preko katerega kanalizirajo napredne civilizacije v vesolju energijo na planet Zemlja. In strelci, vi rabite krepiti samovrednost in svoje standarde. Strelci ste imate možnost doseganja visokih vizij, ampak če hočemo ljudi na Zemlji doseči visoke vizije, rabimo visok standard. Tako da poglejte, kakšni so standardi v vašem življenju, potem pa jih probajte zvišati standarde svoje hrane, standarde svojih prijateljstev, standarde svojega fizičnega telesa, standarde svojega materialnega stanja, standarde svoje manifestacije, standarde meditacije. Zvišite standarde in vse te energije lahko fantastično zasidrate na planet preko srebra. Zdaj to lahko srebrna verižica, lahko srebrni kovanc, kot ga imam jaz. Lahko je eterično srebro, da samo pokličete energijo, samo imejte ga nekje blizu, ker vam bo zelo pomagal kanalizirati hitre rešitve in hitre korake. Okay? Strelci, vi delate ta mesec s srebrom. Potem imamo kozoroge. Kozoroge, vi imate meni zelo drag in blizu kristal. Ta kristal lahko drugače tudi kupite v naši spletni trgovini, nebeškatrgovina.si. Kockasti zlati pirit. Kockasti zlati pirit je tako zelo, to je naravna oblika drugače, to ni brušena oblika. Krepitev sposobnosti in postavljanja strategij. To se pravi, krepiti sposobnosti postavljanja strategij. To je pa vaša naloga, dragi moji kozorogi. Vi imate pa možnost, da lahko zelo velike stvari zgradite, ampak si vzamete več časa, da postavite strategijo, kako boste neko stvar naredili. Včasih je veliko boljše, da si vzamete mogoče par minut več časa za razmislek, za opazovanje, za ugotavljanje, kaj ja, kaj ne, kaj se splača, kaj se ne splača. In potem, ko boste vse informacije predelali, presejali, boste točno vedeli, kaj je tisto, kar boste uporabljali. Boste znali narediti strategijo. In če imate vi dobro strategijo in zlati pirit je v bistvu strateški kamen, strateški kristal, boste lahko res veliko hitreje naredili tisto, kar si želite, predvsem pa v veliko večji meri. Ker ko enkrat človek na Zemlji naredi tisto, kar je mogoče, ga vesolje nagradi in mu veliko več dostavi nagrade, kot jo je on sploh pričakoval. Tako da, kozorogi, uporabite svoje rogove za močno manifestacijo, tako da naredite pametno in inteligentno strategijo. Potem ste pa vodnarji. Vodnarji, vi imate pa šungit. Šungit je pa takle, zdaj ga imam sicer tu noter v vrečki, ker je prašen, črn kamen, črn kristal. Takole, črn kristal je šungit. Za vas je zelo pomembno, vodnarji, da krepite sposobnost zaščite in sposobnost regeneracije v tem mesecu. In šungit je fantastičen za to. Fantastičen je za čiščenje energije. Če nimate šungita, lahko uporabite turmalin, lahko uporabite vulkanski kamen. Vi imate pa v tem letu zapisane zelo velike projekte, zelo velike možnosti lahko dosežete. In če hočete iti v življenju naprej, boste mogli ene stvari za sabo pustiti. Neustrezne ljudi, neustrezne navade, neustrezne razmišljanja. In z šungitom lahko vi zelo fajn čistite svojo energijo. Z šungitom lahko zelo fajn čistite energijo, tako da v bistvu date šungit v vodo,
Sperete šungit, potem ga dajte pa v vodo in pustite par ur v vodo, da jo šungit sprogramira in potem to vodo spite. Bo ta voda v bistvu naravno iz vašega telesa spucala energijo, ki je težka, ki je za vas toksična, ki je za vas energijsko naporna. Vam pa predlagam še eno stvar, da pokličete eterični šungit ali pa eterične turmaline in jih postavite okoli hiše v obliki kroga. To v meditaciji naredite. In boste naredili neko ful močno energijsko zaščito, skozi katero težke oziroma negativne energije ne bojo mogle sekati v vašo auro. In boste potem veliko lažje svoj plan uresničevali in delali tisto, za kar ste poklicani oziroma kar je vaš namen. In potem so še ribe oziroma ribi. Ribe imate pa zeleni kremen. Evo, to je zeleni kremen. Tak čudovit kristal, tale surov kremen. Če nimate zelenega kremena, lahko uporabljate tudi aventurin ali pa kameno strelo. Ribe vi pa delite na krepitvi poguma in lastnih odločitev. To je pa za vas pomembno v tem mesecu. Zaradi tega, ker vesolje ima zelo veliko priložnosti pripravljenih za vas in tako čakajo ob strani, vendar pa morate se vi odločiti, da jih boste vzeli. To se pravi, vi stopite v vlogo akterja, ki sprejema odločitve, ki sproži dogodke, ki sproži manifestacijo. To se pravi, ne čaka, da drugi ljudje to naredijo, ampak vi naredite. Vi prvi povejte na glas, vi prvi oddajte zahtevo, vi prvi povejte, kako želite, da je. Pejte v to voditeljsko vlogo, v to vodstveno energijo. In ribe imate v tem mesecu fantastično možnost, da tisti, ki imate lekcijo, tukaj predelate lekcijo in da zrastete, zelo močno osebnostno zrastete. Ne čakate v ozadju, stopite v ospredje. In zeleni kremen je fantastičen zaradi tega, ker se povezuje z vašo srčno energijo in vas bo v bistvu v naravni energiji potisnil naprej. Se vam niti ne bo treba preveč matrati, da boste to naredili. Mogoče se vam zdaj zdi težko to narediti, sploh če ste malo prestrašeni ali pa introvertirani ali pa imate pomanjkanje samozavesti, ampak v bistvu ne bo težko narediti, če boste delali z zelenim kremenom. Tako da predlagam, da ga tudi eterično pokličete in da vdihujete zeleno njegovo energijo v svojo pljuča, ki je center te energije, o kateri sem zdaj govoril. Tako da mesec februar je res lahko za vse vas zelo lep, zelo hiter in leto 2022 že v osnovi podpira ljudi pri doseganju tistega, kar si želijo. Če pa še na to pripnemo kristale, pa res lahko veliko enostavneje, hitreje in bolj fino pridemo tja, kamor si želimo. Tako da, evo, še enkrat vas vabim, 5. februar, šola za kristaloterapevte, še zadnje prijave, še zadnje mesta so na voljo. Prijavite se in pa 9. februar kristaloterapija nadaljavo, kjer bomo prvič skupaj delali na spletu kristaloterapijo. Darila, posnetek, vse bo na voljo. Tako da, vse to najdete na naši spletni strani www.potovanjeduse.si. Zdaj pa želim vam lep februar, bodite prijatelji s svojimi kristali in se vidimo, ko se vidimo. Čau!